Dve ekipi mladih z osnovne šole Matija Čopa Kranj bosta pripravili carski praženec. Prva ga bo pripravila iz teh sestavin. Noter 30 gramov za 40. Vsak dobi 7,5 gramov. Druga iz sestavin iz vrečke, ki jih je treba le zmešati z mlekom. Koliko je to sladkorja? Piše, da je 23 na eni porciji. Koliko to pride na osebo? Če smo 4, 11,5. Strokovnjaki za vas ne priporočajo več kot 25 gramov sladkorja na dan, kar je okoli 6 čajnih žličk, približno toliko, kot ga je v polovici tablice čokolade. Že jutri, ko vstanem, popijem en kozarec mleka, pa piškote. Na dan pojem kakšno čokolado, pa sok v bistvu skoraj vsak dan. Eno vrstico čokolade na dan. Vsi imamo radi sladkarije, zato ker imajo dober okus. Ja, jaz se zdaj probam teh sladkarij pa sladkega odvaditi, ker sem malo pretežka za svoja leta, pa bi s tem probala malo zmanjšati. Sej ne zdaj, da bi ukinila, ampak samo manj. Ko pojema kaj sladkega, se sprva počutimo siti. Dvigne se raven krvnega sladkorja in da ga ni preveč, telo poskrbi, da se sladkor iz krvi hitro razgradi. Zato zelo hitro spet začutimo lakoto. Količino sladkorja v našem telesu uravnava žleza trebušna slinovka. Če pojemo veliko sladkorja, mora veliko delati in če je dolgo preobremenjena, opeša in ne more več normalno opravljati svoje naloge. Takrat lahko zbolimo za sladkorno boleznijo. Če telo predelenega sladkorja ne porabi kot energijo, ga shrani za pozneje v obliki maščevja. Zato se redimo. Tudi sladkor škoduje zobjem, pa sploh, če si jih pol še ne umivaš. Mogoče, če postanemo poj od tega odvisni, da poj pač ne moramo nehati to jesti. Carski praženec je mladim teknil. Čeprav je vseboval iz vrečke skoraj še enkrat toliko sladkorja kot praženec iz posameznih sestavin, so mu mladi dodali še čokoladni namaz ali sladkor v prahu. S tem so dnevni vnos sladkorja že skoraj dosegli. Poleg tega je treba vedeti, da sladkor dodajo tudi številnim živilom, kjer ga ne pričakujemo, na primer vloženim kislim kumaricam.